Dobrodošli, lepo pozdravljeni, jaz sem Asja in danes imamo zanimivo temo in sicer kako se rešiti strahu pred neuspehom. Dobrodošli, lepo pozdravljeni vsi, ki ste danes z mano, vsi, ki gledate video, še kasneje posnetek. Torej danes imamo zelo zanimivo temo in sicer kako se rešiti strahu pred neuspehom. Kako uspeti nekaj, kar si srčno želimo, kako se pomikati proti temu, da dosežemo to, kar si v resnici srčno želimo. In kako iz sebe izbrisati vse tiste ovire in kako na zunaj odstraniti ovire. Torej, današnja tema, kako uspeti, kako se rešiti strahu pred neuspehom in kako doseči to, kar si v resnici zelo, zelo želimo. Prva stvar, prvi nasvet, ki bi ga rada delila z vami, je to, da začnemo poslušati sebe. Da se umaknemo v tišino in da začnemo slišati, kaj si mi v resnici želimo. Da nekako zapremo ušesa predvsem, kar bi vsi radi od nas, in sorodniki, in sosedje, in otroci, in starši, in partnerji, in vsi, da začnemo poslušati, kaj si pa jaz v resnici želim. Da nekako avtoritet zame uspeh. Da si napišemo, lahko kar en tak blokec, da si napišemo, kaj si v resnici želimo, kaj so tiste naše sanje, kaj si želimo, kaj so tiste naše sanje, kaj želimo doseči. In da preprosto ne poslušamo ljudi, ki nimajo veze z našim uspehom. Vsak ima tu svojo pot in ne moremo slediti drugim, ne moremo se prilagajati vsem, ker potem nikamor ne pridemo. Če bi se vsi samo drugemu prilagajali, kaj dosežemo? Saj prav, da imamo druge radi, ampak čas je prišel, da ljubezen vrnemo vase in da se naučimo sebe poslušati, da se naučimo sebe slišati, da naučimo sebe postaviti na prvo mesto in da preprosto zatisnemo ušesa. Mi imamo neko idejo, imamo nek cilj in potem nam vsak nekaj reče in nas čisto zmede in več nimamo in naš cilj se zgubi in ga ni več. In hkrati so pa še neki naši stari vzorci programiranja, ki jih je tudi treba odstraniti. Tako da prva stvar, kako se rešiti strahu pred neuspehom, je to, da si najprej priznamo, kaj si v resnici želimo. Kaj si jaz želim za moje življenje, kaj si ti želiš za tvoje življenje, kaj si on želi za njegovo življenje, kaj si ona želi za njeno življenje. In ne moramo biti pametni za druge, lahko smo pa zelo pametni zase in zelo odločni. In ko imamo jasno definirano, kaj si želimo, takrat damo jasno namero, jaz to res želim, si to napišemo, to povemo. Povemo pa tistim, ki vemo, da nas bojo pri tem podpirali. Če čutimo, da nas ne bojo mogli podpirati, potem rajši ne povemo. Rajši ne. Povemo samo tistim, s katerimi vemo, da nas bojo podprli pri naših sanjah. Ker včasih so naše sanje, naši cilji tako posebni, tako drugačni, da preprosto komu drugemu niso všeč. Pa nič hudega, se je to naš krožnik, ki ga moramo pojesti, ne od koga drugega. Torej, kako se rešimo strahu pred neuspehom? Najprej postavimo jasno, kaj je za nas sploh uspeh in damo jasno namero, to ja želim. In naslednji nasvet, zapremo ušesa za tiste, ki so lahko nam čisto bližnji ljudje, ampak morda imajo drugačno vizijo za nas. Pomembno je, da sami svojo vizijo zgradimo, da sami zgradimo neko zaupanje vase, da sami zgradimo, kaj si jaz v resnici želim, da dam jasno namero, da se postavim in da ne pustim, da me vsak vetrček premakne, da ne pustim, da me sosedovo mnenje premika. Ne, če pa je to moje življenje, končno ga vzamem v svoje roke, vzamem avtoriteto v svoje roke, jaz sem tista, ki odločam o svojem življenju. In potem seveda to vključuje neko tudi tišino, čas, ko smo sami s sabo. In ne preslišimo teh svojih lastnih občutkov, vzamemo si čas, da lahko se kar preprosto uležemo, samo čutimo sebe in poslušamo, kaj se znotraj nas dogaja, kateri so tisti občutki, ki so znotraj nas, kateri so tisti občutki, ki nas hočejo pa potegniti navzdol, ker na koncu samo sami lahko sebi vzamemo lepo življenje, nihče drug nam ga ne more.
In zato je potrebno, da slišimo te občutke, ta strah pred neuspehom, ta neka notranji nemir, pa sej veš, ko si že probala, pa ti ni uspelo, pa je bilo to v vrtcu, ali pa je bilo to v osnovni šoli, ali pa je bilo to v srednji šoli, ali pa je bilo mogoče celo na fakulteti, ampak tega danes minilo 10, 20, 30 let, ampak ti glasovi so še vedno v meni. In kako se rešimo strahu pred neuspehom? Najprej, da slišimo te glasove, da si priznamo, aha, to si želim, hkrati me je pa strah. Na zunaj imam neke ovire, ljudi, ki me načeloma ne podpirajo, ljudi, ki jih imam rada, ljudi, ki so moji, ampak jim ni všeč moja ideja in me malo zamaje, hkrati me maje pa znotraj tudi notranji svet moj, ker so stare izkušnje, ki me ravno tako majajo. In te vaše sanje, ta vaš cilj, to je ena taka krhka rastlinica, ki jo je potrebno zalivati, ki jo je potrebno negovati, ki je potrebno se z njo ukvarjati in ves čas odstranjevati tisto, kaj bi oviralo. In podobno tisti, ki se ukvarjate z rastlinami, z vrtov, ki imate vrt, veste, da je treba ves čas nek plevel odstranjevati. In tako je isto tu, svoje sanje, svoje cilje je treba negovati in je treba odstranjevati tisto, kar ne služi temu našemu želji po uspehu. In zato preprosto se vzamemo čas zase, pogledamo, kaj je tisto, kar mene ovira, kaj je tisti moj strah notranji. In potem se preprosto vprašamo, od kdaj imam ta strah. In gremo po premici življenja nazaj v preteklost. Kdaj sem se jaz naučila, da se mi stvari ne izpeljejo tako, kot si želim? Kdaj je bil moj duh zlomljen? Kdaj so bila moja krila poleta zlomljena? Kdaj se je zgodilo, da se moje sanje že niso uresničile? In potem si morda celo zapišemo te dogodke. Aha, takrat v osnovni šoli, ko sem želela to pa to, takrat v vrtcu, takrat to. In pogledamo in se ukvarjamo z vsakim od teh občutkov, ukvarjamo se s tem in pogledamo in uporabimo tapkanje, da odstranimo te stare vzorce neuspeha, da stare občutke neuspeha odstranimo. In če to naredimo, lahko resnično zasijemo in se lahko resnično postavimo in nam tudi lahko resnično uspe. Ampak to je delo, to je trud in v bistvu je večina dela treba znotraj sebe opraviti, ker potem se na zunaj stvari nekako čudežno uredijo. Zanimivo, ne? Poznate že to. Meni se to ves čas je praksa, ki se dejansko potrjuje. Ko mi znotraj sebe odstranimo ovire, jih na zunaj ni več. Kar naenkrat se stvari uredijo. Ko mi energijsko očistimo tiste svoje stare vzorce, stare bolečine, stare izkušnje neuspehom, kar naenkrat se nam odpre pot, kar naenkrat zasijemo, meni taki močni barvi, tako kot je moja bluzica, danes ognjena, rdeča, taka, odločena, to jaz hočem, to je moj cilj, ni več trte mrte, bi rekli, ni več nihanja, ni več ničesar, je samo 100% ja. In to ne sme biti samo ja v glavi, mora biti tudi ja v celem fizičnem telesu. Celo moje fizično telo mora vibrirati ta ja in takrat se cilj definitivno zgodi. Da pa pridemo do tega, pa nas čaka morda celo kako jok ali pa kako soočenje z neko staro bolečino, da si jo pogledamo, da se soočimo z njo in da jo preprosto spustimo ven iz telesa. In gradimo v sebi to željo, to, kot da živimo že v tem uspehu, kot da je to že naše. Postavimo torej jasno namero, kaj želimo in sproti odstranjujemo tisto, kar nas ovira. Zdaj bi pa z vami naredila še nekaj tapkanja, zato da malo naredimo malo to vajo. Prav? Pa vas vabim, da kar zaprete oči in si vprašate, kaj bi bil zame uspeh. Kaj je tisto? Morda je uspeh preprosto, da skrbite dobro za svoje zdravje. Morda je uspeh, da začnete redno jesti neke zdrave obroke. Morda je uspeh za vas to, da redno meditirate, da si vzamete čas za duhovno prakso ali pa za tapkanje. Morda je čas to, morda je uspeh to, da se uredijo neki odnosi. Kaj bi bil za vas uspeh? Dajte kar vsak sam sabo tukaj dela. In tudi, če to kasneje gledate, še vedno uporabno, še vedno deluje. Tako da vas kar vabim, zaprite oči. Kaj je tisti uspeh, ki bi si ga ta trenutek izbral?
Morda je to, da prodate stanovanje, se selite v manjše ali večje. Morda je to, da kupite nekaj, kar si želite, morda novo avto ali pa, ne vem, novo kuhinjo. Morda je to, da izdelate študij, da diplomirate. Morda je to, da, ne vem, karkoli, da najdete novo ljubezen. Kaj bi bil za vas uspeh? Predstavljajte si ga, začutite ga. Dajte en jasen stavek v mislih si reči, to bi bil zame uspeh. In potem zapremo oči in si predstavljamo čisto preprosto, kaj je tisto, kar nas pa tukaj ovira. Kaj je pa tisti moj občutek, ki je kontra temu, kar želim doseči? Kaj je tisti moj občutek strahu, moj občutek nemira, ki je kontra temu, kar v resnici želim doseči? In s temi občutki se potem ukvarjamo. In s te občutke bomo zdaj tapkali. Prav? In vas povabim, da zaprete oči, čutite ta svoj strah pred neuspehom, čutite tisti nemir v sebi, čutite to, kar vas ovira, čutite to, kar je kontra vašemu uspehu. In to je treba iz sebe odstraniti, da boste šli z močno silo in energijo proti uspehu. Pa bomo naredili kar malo tapkanje, bomo šli čisto z osnovnim postopkom in rečemo, kljub temu, da me je strah, da uspem, se imam rada in se sprejemam. In še enkrat, kljub temu, da me je strah, da uspem, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da me je strah, da uspem, se imam rad in se sprejemam. In gremo in na vsaki točki rečemo, in če lahko kar zaprete oči, da čutite občutke in hkrati tapkate. To je treba sočasno delati. Ni tapkanje prazno, morate biti iz glave v srce. Strah me je, da mi ne bo uspelo. Ker gremo, strah me je, da mi ne bo uspelo. 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 In gremo izmenično. Kaj pa, če mi bo uspelo? Ne bo. Kaj pa, če mi ne bo uspelo? Kaj pa, če mi bo uspelo? Ne bo. Kaj pa, če mi bo uspelo? Ne bo. Kaj pa, če mi bo uspelo? Ne bo. In gremo še tretji krog, je pa pozitiven. Izberem, da mi uspe. 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 Tako, naredimo vdih, izdih. In zdaj vas prosim, še enkrat zaprite oči in pomislite na to, kar si želite, kar je vaš uspeh. In pogledajte, koliko je ta upor vaš, ki je glih kontra uspehu. Koliko je ta upor, da vam ne bo uspelo. Pogledamo, začutimo in zdaj se s tem ukvarjamo. In zdaj zapremo oči in pomislimo, od kdaj imam te občutke v sebi, kdaj so se ti občutki vpisali vame, kdaj sem kot deklica to doživela, kot deček. In ko imate dogodek, bomo tapkali z njim. Poiščite, kdaj sem že doživela podoben neuspeh. Kdaj so bili ti občutki že v meni? Kdaj? Iščemo nazaj, iščemo dogodek, iščemo situacijo, iščemo nekaj neugodnega. Nekaj, kar smo doživeli, nekaj, kjer je ta občutek danes isti z občutkom preteklosti. In tukaj je treba tapkati, tukaj je treba ščistiti ta star občutek, ker ta star občutek smo mi v tem istem telesu prenesli tekom let v sedanji moment. Prav? In zdaj zapremo oči, samo gledamo ta dogodek in samo tapkamo in samo čutimo te občutke, dovolimo, da pridejo na plano, dovolimo si jih čutiti, dovolimo si jih zaznati, dovolimo jih procesirati, dovolimo, da gredo ven. Varen sem, varna sem. Vse je dobro. Samo čutite in čistimo te občutke in naj gredo ven iz vas in dovolite si reakcijo, če so to solzice, če so to mravljinci, karkoli je. Dovolite si reakcijo, na to teče energija čez vas. Odprimo to bolečino, odprimo to neugodje, spustimo ven vso to neugodje. Varen sem, varna sem, vse je dobro. Varen sem, varna sem, vse je okej.
Varen sem, varna sem. Vse je dobro. Varen sem, varna sem. Tako, in to potem ponavljamo in to delamo in se ukvarjamo sami s sabo. In če hočemo resnično uspeti, je potrebno, da se ukvarjamo z svojim uporom in ga toliko časa gledamo, tapkamo, se ukvarja, da izgine. In potem nam nič več ne more vzeti našega uspeha. Pol smo lahko čist, imamo 100% ja in samo gremo svojim sanjam naproti. In samo skrbimo, da se počutimo dobro, skrbimo, da verjamemo v to, čutimo, da se bo dobro odvrtelo in potem se stvari začnejo odvijati in vam naši cilji začnejo prihajati naproti. Ko mi opravimo svoje delo na znotraj, se nam na zunaj začne dogajati. Morda bo marsikomu to od vas tuje, pa nič hudega. Poskusite, dajte enkrat zares slišati sebe, dajte zares slišati, kaj je ta upor v meni, dajte se ukvarjati s svojim uporom, odprite nekaj, kar je neugodnega v vas, spustite ven. Tako kot nekega ptička ujetega, spustite ven bolečino, spustite strahove, spustite upor in začutite, da je v vas možnost, kapaciteta, potencial, da resnično dosežete tisto, kar si res želite. Evo, in to bi bilo danes moje sporočilo za vas, da se je vredno boriti za svoj uspeh, za tisto, kar si želite, da je vredno sanjati in da je vredno odstranjevati upor v sebi. In da edini, ki to resnično lahko naredi, ste vi. Hkrati morate pa paziti, ko je ta želja po uspehu majhna, nežna, da zaprete, da jo ščitite pred tistimi, ki bi jo lahko poteptali, pred tistimi, ki bi imeli sicer dobro namerno mnenje, ampak mogoče ne čisto to, kar vi rabite. Prav? Lepo vas pozdravljam, se spet vidimo v četrtek zvečer, smo na vezi, smo povezani, sporočite spodaj, komentirajte, vesela sem, da ste tukaj, vesela sem, da smo povezani, napišite mi vaše izkušnje in se spet vidimo in slišimo. Srečno!